Ja, zopet je med nami poletna grajska dogodivščina in zopet kar lepo število otrok, osnovnošolcev, predvsem tistih najmlajših, prvih, drugih in tretjih razredov, pa še tu pa tam kakšen starejši. Letošnja grajska dogodivščina je posvečena predvsem baroku in 350-letnici rojstva Frančiška Karla Remba, avtorja poslikav v Viteški dvorani. Tako je bil včerajšnji dan, prvi dan povezan povsem z Frančiškom Karlom Rembom. Najprej smo izdelovali zastavice in potem veliko zastavo. V nadaljevanju nas je obiskal Nik Škrlec, ki je za otroke pripravil zelo zanimive delavnice. Potem ob zaključku pa se je tudi sam preoblekel v slikarja Remba in se pogovarjal in družil z otroci. Potem seveda ob zaključku smo pa šli, ker je bil dan zelo vroč, še na sladoled do vodovodnega stolpa in tam nas je prišel pozdraviti tudi župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. In tako smo lepo zaključili prvi dan. No, za konec smo se še malce poigrali s sestavljanko stropa Viteške dvorane in se preizkusili v tekmovanju, kdo bo prej sestavil strop Viteške dvorane. Današnji drugi dan se je pa pravkar pričel, namreč pričenjamo ga popoldne oziroma že proti večeru, namreč nocoj bodo otroci zopet prespali med grajskimi sadovi. Začeli pa smo z delavnico s gospodom Tonijem Glušičem srednjeveških iger. Tako zdaj ravno je uvod v to delavnico, v nadaljevanju pa se bodo otroci preizkusili v različnih spretnostih, različnih zabavnih igrah, povezanih s srednjim vekom. No, potem kasneje, po večerji, pa sledi tudi še nočni ogled muzeja z lučkami, kot vsako leto. Jutrišnji zadnji dan, zjutraj po zajtrku bomo zopet imeli delavnico, povezano z barokom. To bo takšna taktilna delavnica, potem pa sledi tudi še taka malce drugačna, baročno-plesna delavnica z gospo Mojco Leben in že bo zaključek poletne grajske dogodivščine. Koliko otrok še udeležuje, ste povedali pa od kod so? Letos je udeležilo približno 30 otrok, vsak dan so te številke različne in otroci so večinoma tukaj iz Posavja, predvsem iz občine Brežice. V tem času smo pripravili poletno grajsko dogodivščino, kjer smo že od začetka junija vabili otroke k sodelovanju. Tako je tudi letos to edini program v tem poletnem delu, potem pa zopet vabimo jeseni na jesensko grajsko dogodivščino, dvodnevno, zopet kot vsako leto, ki bo zopet zelo zabavna, ustvarjalna in zanimiva za otroke najnižjih in predvsem osnovnošolskih otrok.